Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Spet bomo s Svitom reševali življenja. Z nami je Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospa Zakotnikova, Svit rešuje življenja. To je lep slogan. Ali bi lahko rekli, da to res drži, oziroma koliko ste zadovoljni, koliko življenj Svit dejansko reši? Ja, ta slogan drži in res Svit rešuje življenja. In moram reči, da jih rešuje uspešno za tiste, drži to, ki se seveda v Svit odzovejo, ki se odzovejo na vabilo in naredijo vse potrebne postopke v programu Svit. Če gledamo analizo rezultatov programa Svit prvega presejalnega kroga, ko smo imeli približno 50% presejanost, se pravi 50% od populacije, ki je bila vabljena, 560 tisoč ljudi se je odzvalo v program in našli smo 850 rakov približno. In od teh rakov je bilo več kot 70% v zgodnji fazi odkritih. To pomeni, da ljudje, ki so imeli odkritega raka, v 70% niso rabili nobenega onkološkega zdravljenja, se pravi ne kemoterapije, bioloških zdravil, obsevanja, ampak zgolj ali samo odstranitev polipa, v katerem se je začel razvijati rak, ali majhna operacija in so bili pozdravljeni v večini primerov. Seveda, približno 30% tistih, ki smo jih odkrili in ko se je rak že dalj časa razvijal, je bilo ali razširjenih v okoljne vezgavke ali že razsejanih. Ampak to pomeni, da od teh 850 rakov je bilo 2/3 odkritih v zelo zgodnji fazi. In večina teh ljudi nikoli več ne bo videla zdravnika zaradi te bolezni oziroma zaradi raka debelega črevesa in danke, ker so pozdravljeni. Seveda je pomembno, da se ljudje vsaki 2 leti odzovejo v program Svit, ker so povabljeni vsaki 2 leti, od 50 do 69. leta, ker namreč to redno presejanje ljudem omogoča, da se odstranjujejo morebitni ponovni polipi oziroma ti izrastki, iz katerih se rak razvije in da vzdržujejo stanje stalne preventive oziroma pregledanosti in s tem preprečujejo razvoj raka debelega črevesa in danke. Se pravi, približno polovica se jih je odzvalo v prvem krogu, zdaj se jih odzove skoraj 60%, napredek je na tem področju. Ampak še vedno se jih približno 40% ne odzove na vabilo in ne vstopijo v program. Koliko je to v številkah? To je približno na leto približno 130 tisoč ljudi ne vstopijo v program. Od tistih nekaj čez 260 tisoč povabljenih, no malo manj, približno 110 tisoč, 115 tisoč ljudi, se ne odzove. In to pomeni, da če v 2 letih, se pravi v tem presejalnem krogu, je to pač recimo približno 900 rakov, nekje okrog 800-750 rakov hodi po Sloveniji oziroma ljudje z 750 raki hodijo okrog in čakajo in dopuščajo, da se ta rak namesto, da se zgodaj odkrije in da se odstrani, dopuščajo, da raste, da se širi, da celo metastazira in potem seveda izpustijo priložnost zgodnjega odkritja, učinkovitega zdravljenja, uspešnega zdravljenja in tudi zdravljenja z veliko manj stranskimi pojavi, težavami, ki jih recimo neko agresivno onkološko zdravljenje lahko povzroča. Se pravi, Svit rešuje življenja. Rešuje življenja tistim, ki se v program odzovejo. Seveda ga ne more reševati tistim, ki se v program ne odzovejo. In če smo prej, oziroma če ljudje, ki ne vstopajo v program, imajo samo v 12% možnost, da na debelem črevesu oziroma v 15% na raku danke odkrijemo tega raka zgodaj, imajo tisti, ko se odzovejo v program, več kot 70% možnost, da zgodaj odkrijemo raka. In zato bi bilo zelo dobro, da bi ljudje se zamislili
pravzaprav, da izgubljajo priložnost zgodnjega odkritja raka, pravzaprav priložnost, da jim svit reši življenje in seveda tudi ohrani kakovost življenja. To je nekaj, kar pravzaprav NASKI program organiziramo in ga izvajamo, koordiniramo, zelo skrbi in na nek način nas boli, ker vemo, da marsikdo, ki morda samo ne zamisli se zadosti oziroma se ne ozavesti, kaj to pomeni za njegovo zdravje, izgubi to priložnost. Zato bi bilo zelo dobro in zelo rada bi ljudem položile na srce, da je izredno pomembno, da to priložnost izkoristijo in da naredijo vse postopke v programu SVIT. Poglejte, nekako smo tako narejeni, pa najbrž je to tudi zgodovinsko pogojeno, da poiščemo zdravnika predvsem takrat, ko nekaj boli. Čeprav mogoče že, ko nas boli. Čeprav zadnje čase, zadnja desetletja se dejansko polaga veliko na preventivo. Namreč tu se je odkrilo, da zdravim načinom življenja, mogoče s pravilno prehrano in tako naprej lahko marsikaj postorimo. Ampak rak debelega črevesa in danke je pravzaprav problematičen ravno zaradi tega, ker ne boli. Ja. Nekaj, kar recimo ne otipamo, ženske morda za raka dojke si otipavamo. Ja. To je bistveno lažje, medtem ko rak debelega črevesa in danke pa je vendarle nek tak zahrbtni ubijalec, ki se oglasi šele takrat, ko je dejansko že skoraj prepozno. Rak debelega črevesa in danke je zelo velik javnozdravstveni problem, ne samo pač v drugih državah, ampak tudi v Sloveniji. Skratka, ta rak nam raste iz leta v leto. Število primerov raste. Tako, če smo recimo 2009, ko smo začeli z izvajanjami, smo govorili, ker poznamo statistiko vedno za par let nazaj, takrat okrog 1400-1300 primerov raka na leto se je pojavilo recimo leta 2007-2006. Imamo zdaj že skoraj 1000, v 2009 smo že odkrili 1570, skoraj 1600 novih primerov raka. Ta rak je še večji problem pri moških kot pri ženskah. Večje število rakov se pojavi pri moških kot pri ženskah in problem je to, da moški, ki pravzaprav v skrbi za lastno zdravje ne dojemajo tudi program SVIT tako resno kot ženske in se tudi odzivajo v program približno 10% manj kot ženske, čeprav je to bistveno večji problem za moške kot za ženske. In ta rak, kot pravim, se pojavlja, raste iz leta v leto in problem je to, da pravzaprav ne povzroča nekih zelo alarmantnih simptomov, znakov v zgodnjih fazah razvoja. Ne. Rak nam dela težave, ko je pravzaprav že zelo razvit, ko je tako velik, da nam pravzaprav ne omogoči normalnega praznjenja črevesa, ali ko preraste v druge organe, da pritiska nekam, ali da recimo je že tako velik tudi, da zakrvavi na način, da vidimo to z očmi, ko gremo, se pravi, na blato. Se pravi, je problem, ker takrat, ko mi zaznamo neke simptome in gremo k zdravniku, je običajno ta rak že zelo razvit. In ravno zato nam omogoča program SVIT, se pravi, z tem odkrivanjem z očem nevidne krvavitve v blatu, priložnost, da ga odkrijemo veliko bolj zgodaj. Se pravi, krvavijo, pogosto krvavijo, tako ti večji polipi, se pravi te sluznične tvorbe v črevesu, iz katerih se rak razvije in seveda krvavi tudi rak v razvoju. Seveda ne krvavi vedno, ne krvavi vedno dan za dnem. Zato je ravno to presejanje, ki ga moramo izvajati na vsake 2 leti priložnost, zato če ga pred 2 leti slučajno nismo odkrili, da ga čez 2 leti, ko rak še morda tudi ni tako zelo napredoval, ker značilnost tega raka je, da raste dolgo časa. Lahko 5, lahko celo 8 let, da pride od tistega začetka do polnega razvoja. Ne? Se pravi, da v tem času mi s tem presejanjem, svitovim presejanjem, imamo možnost, da ga sigurno zajamemo. Ne? Je pa ta test za odkrivanje prikrite krvavitve v blatu zelo, ima veliko senzitivnost, se pravi, da
res te prikrite krvavitve, tudi če so majhne, zelo dobro zajema, odkrije, ne? In tudi zelo veliko specifično, se pravi, to je dober test in nam odkrije, se pravi, veliko večino rakov, ki se razvijajo. Imamo tudi seveda nekatere rake, ki se nam izmuznejo, ampak pravim, z pogostim oziroma z rednim testiranjem vsake 2 leti lahko tega raka potem, oziroma ne samo raka, predrakave spremembe, polipe, ki so v razvoju in ki lahko zakrvavijo, jih lahko ujamemo. In tako ne samo, da smo odkrili 850 rakov, več kot 5000 predrakavih sprememb smo v teh vsake 2 leti, recimo, ko je presejalni krog, odstranimo. In iz tistih, seveda odstranjenih polipov se potem ne more rak razviti. Tako da ne vplivamo samo na zgodnje odkrivanje raka in s tem zmanjšanje umrljivosti zaradi tega raka, ampak vplivamo tudi na zmanjšanje pojavnosti števila rakov, ker odstranjujemo polipe in s tem preprečimo, da se raki sploh razvijajo, ne? To se pravi, lahko rečemo, da dejansko, če odstranimo polipe, imamo zelo malo možnosti, da dobimo raka debelega črevesa in danke, oziroma, če polipov ne odstranjujemo, bomo skoraj verjetno dobili prej ali slej raka, če pač bomo dovolj dolgo živeli. Veliko večja verjetnost je, da se pač rak razvije. Večina rakov se razvije iz polipov. Zato je zelo pomembno, da se pravi, ti polipi odstranjujejo in zato je tudi zelo pomembno, da ljudje, ki so imeli te velike polipe ali pač tako raščene polipe, da predstavljajo veliko nevarnost za raka, da potem redno hodijo, kot jih pač gastroenterolog naroči, na kontrolne kolonoskopije. Se pravi, ti ljudje, pri katerih so odkriti ti veliki polipi, potem ne sodijo več v testiranje s svitom, ampak na redno spremljanje s kolonoskopijami po presoji oziroma po smernicah gastroenterološke stroke, kako se to spremlja. In na ta način se dejansko ta pojavnost raka lahko prelaga, tudi zmanjša in prelaga dejansko za naprej, ko se spet razvije nov polip, če ga pravočasno odkrijemo. Ampak s tem se pravzaprav onemogoča, da se rak razvije. Prej ste vprašali, kako pravzaprav ta preventiva in kako se to prime v Sloveniji, se je kaj prijelo. Zdrav način življenja, se pravi zdrava prehrana z veliko zelenjave in sadja, z uživanjem malo živalskih maščob in bolj zdrave repično, olivno olje. Se pravi, uživanje tudi tega rdečega mesa bolj poredko, recimo 2 do 3-krat na teden, več brezmesnih obrokov na teden, uživanje rib, posebno teh mastnih morskih rib. Potem hranjenje na način, da ne pojemo velikih količin hrane v obroku, ampak količine, ki ustrezajo našim potrebam, da vzdržujemo normalno telesno težo. Namreč vse, kar sem povedala v zvezi s prehrano in recimo, če seveda se hranimo nezdravo, in debelost kot taka, zelo pomemben dejavnik tveganja tudi za raka debelega črevesa in danke in tudi druge rake in tudi srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen in tako naprej. To se pravi, ne rečemo 1+1, ampak se to množi, če je to oboje skupaj. Potem pa ni samo to, potem je pa alkohol. Potem je pa telesna dejavnost, dokazano z raziskavami, zelo velik dejavnik tveganja, ali pa seveda, če je redna telesna dejavnost, zaščitni dejavnik za raka debelega črevesa. Res dokazi za telesno dejavnost kot samostojen pomemben dejavnik tveganja. Kajenje, skratka, vse, kar drži za druge kronične bolezni, drži tudi za raka debelega črevesa in danke z določenimi specifikami in večjimi poudarki. Telesna dejavnost, debelost, zelo pomembni, in alkohol. Ja, žal v Sloveniji tu ne gre, ne vem kako hitro naprej. Ne gre, ampak kljub vsemu opažamo na nekaterih področjih napredek. Recimo, bom rekla, kajenje nam je precej upadlo v 2012, raziskave od 2008 do 2012 je ponovno nekoliko naraslo, posebno pri ženskah.
debelost se nam raste, posebno pri moških, ki so še toliko pač večji problem, tako za raka debelega črevesa, za sladkorno bolezen, za srčno-žilno bolezen, ampak debelost nam pri ženskah je nekako stabilna, je približno tam nekje okrog 13-14% tistih, ki so debele ženske. Pri moških je prišla že do 20% od recimo tistih 16% 2001, zdaj 2012. 20% moških je debelih, da ima indeks telesne mase preko 30, kar se smatra za debelost. Telesna dejavnost se nam je nekoliko izboljšala. Od 2001 do 2012 zaznamamo posebno porast telesne dejavnosti pri ženskah, ker so bile prej nekako zaostajale za moških, tako da tukaj opažamo napredek te celovite telesne dejavnosti. Ali je to rekreativna vadba, zmerna, ali je to recimo ta vadba, ki jo uporabljamo za transport, kolesarjenje, pešačenje, ali pa celo tista, ki jo uporabljamo pri delu, vsakdanja aktivnost, ki tudi šteje. Se pravi, tisti, ki imajo težko fizično delo, to pomeni seveda, da je to telesna dejavnost. Ali pa recimo vrtičkarji, ne? Vrtičkarji, seveda to imenujemo tako imenovani HEPA ali Health Enhancing Physical Activity, oziroma telesna dejavnost, ki krepi zdravje in šteje vse noter. Se pravi, pometanje dvorišča, grabljenje trave, kidanje po domače povedano snega, delo na vrtu, skratka, to se šteje za zdravje. Najmanj šteje sedenje. In gledanje kakšnih nadaljevank. Tako. Glejte, gospa, dejansko rešitev, kje bi jo lahko našli? Mogoče zdaj malo rešitev, poglejte, zdaj imamo tudi malo globlje probleme v družbi, Se pravi, zdravje in življenjski slog ni odvisen samo od tega, da se mi odločimo, da bomo zdravo živeli, kajti v ozadju so tudi problemi, ki jih ljudje imajo, in posebno pomembno to je dejstvo in to je pravilo, da skupine ljudi, ki so socialno deprivilegirani, ki so na robu družbene lestvice, ki so nezaposleni, nizki dohodki, slabo izobrazbo, da je v bistvu pri teh problem vseh teh kroničnih bolezni večji in da tudi po pravilu imajo več dejavnikov tveganja, nezdrave prehrane, telesne nedejavnosti, alkohola, kajenja in vsega tega, debelosti tudi. Zato je zelo pomembno, da se družba in politika tega zaveda in da se skuša zmanjševati te razlike v socialnih determinantah, rečemo v socialnih določilnicah zdravja, se pravi, kot so rekla, izobrazba, dohodek, se pravi, vključenost ljudi v družbo. To je zelo pomembno, kajti preko zmanjševanja teh socialnih razlik se zmanjšujejo tudi razlike v zdravju in omogoča večjo enakost v zdravju in večje možnosti in priložnosti za kakovost življenja in za zdravje. Ampak to ne pomeni kar tako nekaj, to pomeni tudi večji družbeni potencial razvoja družbe, ekonomskega razvoja, manj bolniškega staleža, manj zdravstvenega bremena, zdravstvenih stroškov zdravljenja in tudi manj gospodarskih stroškov, ker so ljudje na delovnem mestu, proizvajajo, se vključujejo in so aktivni zaposleni. Tako da tukaj je v bistvu zelo globlji problem in ga je treba tako tudi kompleksno reševati. Drugače pa seveda tukaj je priložnost in vsak, ali je, bom rekla, na nižji socialni cesti ali višji, je priložnost za udeležbo v programu SVIT, kajti program SVIT je za vse brezplačen, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje. Vsi postopki so brezplačni. To pomeni, da ljudje smo ves čas že pravzaprav vlagali v to, tudi svojih plač in tako, da iz zdravstvenega zavarovanja zdaj imamo neko storitev. Se pravi, smo jo na nek način plačali, zdaj je pa ne koristimo, ne? Se pravi, vsi naj bi to koristili priložnost udejanjanja programa SVIT oziroma koristili naj bi program, ki jim je na krožniku ponujen. Zdaj pa kako pa pravzaprav vse te ljudi, ki pravzaprav mogoče so premalo ozaveščeni, se bojijo, jih je strah, ali jim ni mar pravzaprav, kako jim zlesti pod kožo, kako jih motivirati, kako v bistvu doseči, da bodo res ljudje rekli,
nisem še dobil svita, zdaj bi ga pa že moral dobiti. Kdaj ga bom dobil? Komaj čakajo, da ga naredijo, ne samo da, že spet ta svita. In imate rešitev? Ja, imamo v bistvu rešitev pravzaprav, da se več deležnikov vključi v zelo, bom rekla, verižno komuniciranje z ljudmi, se pravi od medijev do, bom rekla, deležnikov, kot so župani oziroma tisti, ki so družbeno-politični odgovorni v lokalni ali nacionalni ravni za to, da ljudje bolje živijo in so bolj zdravi, kot tudi recimo zdravstveni delavci, osebni zdravniki največ lahko naredijo, kajti osebnim zdravnikom ljudje zaupajo. In mi zdravnikom tudi povemo, kdo se v program Svit ni odzval, in jih tudi motiviramo, da jih oni pokličajo, da jim povejo, kako je pomemben svit in da jih motivirajo, da vstopijo v program, da naredijo testiranje, če je potrebno grejo v kolonoskopijo oziroma če je potrebno zdravljenje, da jih tudi podpirajo pri zdravljenju. In imate uspeh recimo ravno s tem osebnim nagovarjanjem, pa recimo tukaj zdravnikov ali vaših kontaktnih točk? Še vedno ne dovolj, ravno zaradi tega zdaj letos in drugo leto bo potekalo po celi Sloveniji izobraževanje in spodbujanje tudi zdravstvenih delavcev, da bodo bolj aktivno vključeni v program Svit. Namreč v vseh regijah bo potekalo to izobraževanje, ki ga bodo izvajali javno zdravstveniki Zavoda za zdravstveno varstvo, gastroenterologi in družinski zdravniki, tisti, ki so v regiji odgovorni za preventivo. Se pravi, da res zdravniki, medicinske sestre, zdravstveno vzgojitelji v zdravstveno-vzgojnih centrih in drugi patronažne sestre opravijo vse, kar lahko. Namreč patronažna sestra tudi v shemi preko zavarovalnice ima možnost storitev plačano, da tisti, ki ne naredijo postopkov do konca ali ki jim je potrebna pomoč, bodisi da so slepi, da se trese jim roka, da so nepokretni, da niso dovolj ozaveščeni, recimo zaradi da nimajo toliko priložnosti v življenju, da bi dosegli to ozaveščenost, je možnost obiska patronažne sestre za pomoč, da se osebe v program vključijo. Torej, program in človek se vpraša, ali se sploh da še kaj storiti več, kot je dejansko že narejeno. Da se to. Jaz mislim, da moramo vzdrževati eno tako dovolj visoko slišnost, vidnost, ozaveščenost javnosti iz nacionalne ravni, z lokalne ravni, potem pa v bistvu reševanje pravzaprav specifično vsakega primera preko družinskega zdravnika, preko patronažne sestre, to je tisto, tle jaz vidim največje. Se pravi, zdravstveni delavci kot taki, osebni izbrani družinski zdravnik, zdravstveni vzgojitelji v zdravstvenem domu, pri teh zdravstveno-vzgojnih preventivnih centrih in patronažna zdravstvena služba. No, zdajle tule mi hodi na misel, da pravzaprav Svit opravlja poleg tega, da na nek način rešuje življenja ljudi, ki bi lahko zboleli za rakom debelega črevesa in danke, da poleg tega opravlja pravzaprav neko vlogo osveščanja, ozaveščanja, pravzaprav vključevanja družbe na vseh področjih, praktično od ust do ust, bi lahko rekla. Ja. To pomeni, da na koncu koncev ne bojo rezultat samo tisti raki, ki ne bodo več hodili po cesti, ki danes še hodijo, ampak pravzaprav neka splošna osveščenost, ki bo zagotovo pripomogla k zdravju tudi na drugih področjih. Na obeh področjih večja ozaveščenost pomena preprečevanje bolezni, z vidika, da izkoristimo vse možnosti teh presejanj in postopkov, ki so v preventivnih programih. Tudi večja ozaveščenost pomena, po mojem, zdravega načina življenja, pa ne nazadnje tudi večja kakovost dela v zdravstvenem sistemu. Kajti v samem svitu je pravzaprav en naš ključen cilj, da se pravi zmanjšamo umrljivost za tem rakom na način, da se večina ljudi vključi, da se testira in da se to je prvi pogoj pravzaprav uspeha programa. Drugi pogoj je pa, da se zagotavlja najvišja možna kakovost storitev na vsakem koraku. Od tega, da se ne spušča nobenega iz ciljne populacije, da se res vse povabi, da se jih ponovno vabi, da se nobenega, ki je pozitiven, ne spusti, da je kakovostno testiranje blata v laboratoriju, do tega, da se res spremlja in se poskuša vključiti vsakega v kolonoskopijo, ki jo rabi, in da je sama kolonoskopija
do vrhunskosti kakovostno speljana in seveda potem tudi pomembno kakovostno zdravljenje. Se pravi, da poleg samega kakovosti v programu Svit se nekako paralelno, to pravijo naši gastroenterologi, zelo večja kakovost zdravstvenih storitev, tudi tiste, ki so izven programa Svit. No, ravno to mislim. Ja. Navsezadnje ljudje na nek način dobimo vzorec, kako lahko nekaj deluje. Ja, tako. Bolje. Tako, bolje, ja. Gospa Zakotnikova, hvala lepa. Še naprej naj Svit rešuje življenja in še naprej veliko uspeha tudi pri tem vašem delovanju, pri pripravah in pri osveščanju nas vseh. Navsezadnje, bolj zdrava družba je tudi bolj zadovoljna družba. In to imamo koristi vsi od vsega. To si želimo, ja. Hvala. Hvala, nasvidenje.